Hvala lepa, da ste se odzvali na to povabilo. Kot iz povabila nekako sledi, bi radi spregovorili o morebitnem prevzemu Mercatorja. Dogovorili smo se, da bo najprej spregovoril sekretar sindikata zaposlenih delavcev v trgovini, kolega Ladislav Kaluža, potem bi spregovorila kolegica Vesna Stojanovič, ona je predsednica sindikata zaposlenih v Mercatorju, in pa kolega Ladi Rožič, naš izvršni sekretar. Izvoli. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. V sindikatu delavcev trgovine smo se že v preteklih letih oglasili, ko so bile take ali drugačne informacije o namerah za vstop partnerjev ali pa za prevzem Mercatorja in njene lastniške strukture iz strani Agrokorja. Tako smo nazadnje odreagirali tudi leta 2008, čeprav se je kasneje izkazalo, da je takrat šlo za neko tipanje. Povedali smo, da že takrat, da ne podpiramo tovrstnih vstopov, da Mercator potrebuje strateškega finančnega lastnika, ki bo omogočil razvoj družbe in ohranil zaposlenost ali pa celo razvoj, ki bo dodatno zaposloval. Mercator je stabilna firma in si to tudi zasluži. To je bilo takrat, naše stališče se v tem ni spremenilo, ampak tokratna namera, morebitna, je bolj resna, kot so bile vse prejšnje. Tudi naša ocena je, da gre za sovražno namero, da tu ne gre samo za interes Agrokorja, da je v zadnjih tudi po nekaterih informacijah ta interes podprt za interesi države Hrvaške. Oba interesa sta popolnoma legitimna. V sindikatu delavcev trgovine Slovenije pa menimo, da imamo tudi predstavniki delavcev in tudi Slovenija kot država legitimne interese, da tem interesom rečejo ne, da niso skladni za našim interesom. Po informacijah, ki jih imamo, lahko tak sovražni prevzem, če bi do njega prišlo, glede na finančno izčrpanost Agrokorja, išče sinergijske učinke, lahko so posledice pri zmanjšanju števila zaposlenih še večje kot tiste številke, ki krožijo v javnosti do zdaj znane, še večje. Ne znam si pa predstavljati, kakšne posledice bodo, če bo do tega prišlo. Še hujše posledice so lahko pa za zaposlene v živilsko-predelovalni industriji Slovenije. Ne pozabiti, leta 2008 je iz polic Konzuma so šle zaporedoma slovenski izdelki. Mogoče bi to podkrepil še samo z enim primerom. Neka druga družba Hrvaška je kupila drugo Kolinsko, to je bila Atlantic Group. Zdaj, tisto, ko hodimo okoli, pa poznamo zaradi tega izdelkov druge Kolinske ni nič več na policah hrvaških trgovcev, pa je 100% hrvaški lastnik. Posledice so lahko za zaposlene strahovite in mi menimo, da mora slovenska država, čeprav posamezniki so že odreagirali, temu jasno reči ne. Prepričani smo, da lahko sprejme neke ukrepe, da razreši to nastalo situacijo. Verjamemo, da bojo tokrat odigrali svojo vlogo tudi naši regulatorji. Včeraj so bile informacije, da nekateri so že začeli, vendar samo to ne bo dovolj. Mislim, da je bilo za javnost dobro, da se slovenska politika odzove, pa reče, ni v našem interesu. Vlada se odzove, ne samo minister za kmetijstvo.
mislim, da ima pravico to zahtevati. Ne znam si predstavljati, kaj bi bilo, pa upam, da do tega ne bo prišel, da bo slovenska politika toliko druga naredila drugo napako. Prva je bila narejena 2005 za podmizo prodajo. To so posledice tega, pa tajkunizacija. Ne znam si predstavljati, da si lahko privošči slovenska politika drugo napako. Pa še nekaj za konec. Politično smo se v Sloveniji opredelili, da ne bomo več podpirali tajkunizacije Slovenije. Da je s tem konec. Za takim prevzemom pa podpiramo tajkune v drugod. Hvala lepa. Čakaj, mislim samo meni, da damo te naprave. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Moram reči, da smo v Mercatorju zaposleni zelo zaskrbljeni glede trenutne situacije povezane s prodajo oziroma prevzemom Mercatorja. To je zdaj tretji poskus in moram reči, da zdaj vlada dejansko največja zaskrbljenost zaposlenih. Zaposleni v Mercatorju si želimo finančno stabilnega lastnika predvsem, ki bo podpiral razvojne načrte Mercatorja in tudi s tem krepil in ohranjal položaj, ki ga ima Mercator na slovenskem prostoru in tudi širše v regiji. Nikakor si ne želimo lastnika, ki bi zaradi lastne prezadolženosti Mercator izčrpaval in slabil njegov položaj in ugled. Mercator je stabilna firma, ki svojim zaposlenim nudi varno zaposlitev in ugodne delovne pogoje, primerno plačilo in res si želimo, da tako tudi ostane. O sinergijskih učinkih, ki se zelo veliko zdaj govori o prevzemu strani Agrokorja, smatramo, da bi ti sinergijski učinki predstavljali predvsem odpuščanje ljudi v določenih službah, v logistiki in v nabavni službi. Objavljene so bile številke 10%, kar v tem hipu pomeni cirka 2200 ogroženih delovnih mest. Da ne bi poudarjala tudi učinkov prevzema, to bi verjetno povzročilo brezposelnost in odpuščanje v živilsko-predelovalni slovenski industriji, saj vsi vemo, da je Agrokor lastnik kar nekaj blagovnih znamk, dobrih, ki si jih bo trudil seveda spraviti na prodajne police Mercatorja in seveda povzročiti s tem dodatno brezposelnost v Sloveniji. Hvala. Nadi. Hvala. Zdaj, v Sloveniji ni edini problem Mercator, teh problemov je več in pač podjetja se prodajajo po tekočem traku. Lastniki propadlih imperijev, za katere je značilno, da so špekulacijami prišli do lastništva, so sedaj prisiljeni prodajati to premoženje, ker so nezmožni odplačevati kredite. Tu je tudi recimo primer Zvona 1 holding, Zvona 2 holding, ki sta lastnika kar precejšnjega dela ali pa so lastnika podjetij kot naprimer Helios, Cinkarna Celje oziroma večinski lastnik Steklarne Rogaška, podobno je pa tudi za podjetji iz skupine Pivovarne Laško, o kateri je bilo že govora. V Sloveniji je še kar nekaj prostega kapitala, sicer, ki je skrit, ni ga pa toliko, da ne bi pričakovali tujih vlagateljev. V postopkih prodaje deležev pa se pričakuje predvsem tuje investitorje, ker je prav, ampak bojazen pa je pred tujimi špekulanti. Dejanski lastniki vseh teh podjetij pa so banke, ki so financirale vsa ta zadolževanja oziroma odkupe teh podjetij. Zato, da bi preprečili netransparentne nakupe slovenskih podjetij v paketih, že nekaj časa v zraku visi ideja o posebni družbi oziroma zasebnem skladu, ki bi odkupoval zasežene delnice. V bistvu pa se bojimo, da je to le samo ideja Ministrstva za razvoj
kot je bila ideja o slabi banki. Iz tistega ni bilo nič. Kako naprej? Kateri tuji investitorji so lahko sploh kupci slovenskih podjetij? Vsekakor se sindikati ne vtikamo v lastništva podjetja. Želimo pa si, da bi bili tisti, ki bi nadaljevali proizvodnjo, in tle ne govorim o nacionalnem interesu, temveč o državni strategiji, ki jo pogrešamo, ki bo določila, katere panoge oziroma katera podjetja so sploh za to državo pomembna. Prodaja blue chipov pod vsako ceno je za nas nespametna in mislim, da vlada bi tle morala odreagirati. Vsekakor se pa ne strinjamo s tezo, da državi ni potrebno narediti ničesar. To lahko razlagajo le nekateri iz katedre dobro plačani profesorji oziroma državni uslužbenci, ki bojo tudi potem dobro plačani, če te firme več ne bo. Vsekakor je potrebno narediti strategijo, časa pa ni. Saj, kolikor pride do prodaj podjetij, se sprašujemo, zakaj sploh dokapitalizirati Novo Ljubljansko banko. Po našem prepričanju, še enkrat poudarjam, je potrebno ustanoviti posebne sklade za upravljanje v zasebni lasti, na kateri bi banke kupovale od bank kupovali zasežene delnice, banke pa bi v zameno za to dobile državne obveznice, katere bi lahko potem vnovčile delnice z državnim poroštvom, katere bi lahko vnovčile ali pa zastavile pri Evropski banki za OECD in s tem bi pridobile dodatne vire za financiranje. Kar nekaj razgovorov smo imeli z uspešnimi podjetji v Sloveniji v tem času in ta podjetja bi bila pripravljena vlagati v te zasebne sklade in iti v odkupe. Zato mislimo, da je skrajni čas, da se v tej državi nekdo zgane, ker povsem nerazumno je, da imamo samo ideje. In te ideje imamo že mi, smo jih že navajeni izpred let nazaj, ko smo gradili to državo, ampak smo idejo o ustanovitvi države naredili. Kaj naprej pa ta vlada ni sposobna narediti ničesar. Če bi odkupili te zasežene delnice, bi vsekakor rešili bančni sektor nezaželenega lastništva, nenazadnje največja banka v Sloveniji, ki je v državni lasti, pa se bi lahko tudi drugače dokapitalizirala. Zaradi tega še enkrat povem, nas je strah za delovna mesta, ker v zraku visi nekaj 10.000 delovnih mest in po naših podatkih, ki jih imamo v sindikatih, se ne samo v Mercatorju, ampak tudi že v drugih podjetjih delajo skrbni pregledi in to njihovih največjih konkurentov na evropskem tržišču. Zato pozivamo vlado, da je čim prej odreagira in ustanovi to posebno družbo. No, jaz bi temu samo dodal to, da se je potrebno res upreti prodaji uspešnih gospodarskih družb, zlasti seveda velikih. Namreč, če se ne upremo, to je pot k izgubi ekonomske in tudi posledično politične suverenosti naše države. Tukaj se začne, to je rja, ki načne ekonomsko suverenost, kolikor je sploh še ostalo v tej naši državi. Jaz vem, da ne smemo in da ne idealiziramo domačih lastnikov, daleč od tega. Vse sort, ki jih imamo in poznamo. Izkušnje so dobre in mnogo preveč je tudi slabih. Ampak hkrati treba reči, da tudi tuji lastniki niso vsi dobri. To je druga skrajnost. Tudi preko tujih lastnikov posegajo politiki v ekonomski prostor. Spomnimo se pred še nedolgo tega, ko so pozivali v eni državi naj ne kupuje slovenskega blaga. Mislim, treba biti realen v teh odnosih. Treba biti tudi realen, kar se tiče obnašanja tujcev. Tujci se praviloma, ko postanejo lastniki, praviloma zelo hitro odpovedo razvoju, raziskavam in blagovnim znamkam. In ko se to zgodi, so podjetja brez prihodnosti. Ostajajo le pridni, zgarani delavci
ne, vse bolj ustrahovani, ker se pritiska na nje, da če pač ne bodo pridni, če ne bodo zadovoljni z nizkimi plačami, bo šla proizvodnja drugam. To ni perspektiva, to ni prihodnost Slovenije, slovenskega delavca. Ne. Mislim, Mercator je uspešna firma, mislim, zagotovo, in mnogo vsot, eksistenc družin se veže na delo pač Mercatorja. Ne. Ampak hkrati ni moč spregledati, ne. Mercator je sistem, na katerega se veže skoraj da vsa živilsko-predelovalna industrija. Ne. In treba biti realen, za blokado tržnih polic, ker se bi prekinila dobava tega blaga, tukaj proizvedenega, ne, pride do zloma sistema, pride do zloma, do kalvarije, ne samo delavke in delavci, ki zdaj delajo v Mercatorju, ampak mnogi tovarn, ki so posledično vezani na obstoj Mercatorja. Mislim, za tega opozarjamo, mislim, na previdnost, ne, in vendarle tisti, ki odločajo, ne imajo tudi te dimenzije pri odločitvah pred seboj. Toliko z naše strani, je kakšno vprašanje? Lahko zaključimo? Ja, prosim. Rekli ste, gospod Božič, da ne bi država pač dala obveznice. Ali pa sledno predlagate, da bi pač vsi davkoplačevalci kupili Mercator? Ali kako? Namesto tujega pač ponudnika? Vsekakor ne. Ampak v bistvu pri prodaji teh zaseženih delnic se bi zasebni kapital vključil noter. Samo nekdo bi za njega jamčil, sam tle keč vsega. In država je bila takoj poplačana. Lahko veste, kdo je to pripravljal, da ustanoviti oziroma financira tako posebno družbo, popravite, da imate nekaj kontakte oziroma nekaj informacije? Z direktorji velikih firm sem se pogovarjal, te veliki, pač ne bom govoril o teh. Dobro. Je še kaj? Lahko zaključimo? Prav, hvala lepa.